Poznaš mogoče zgodovino samega VTubinga, ne? Jaz sem se malo poglobil in v bistvu, če gledamo začetke, zares začetke, bo marsikdo rekel Kizuna AI, to je bil prvi pravi AI, 2016 mislim, da je začela na YouTubeu. Ja, to je bilo eno podjetje, ki se je pač ukvarjalo z AI in animacijo. Ne? Čeprav ona je bila bolj idol, ne, kot ona ni bila toliko. Takrat še niso vedeli, to kaj narediti s tem. Oni so koliko si omenil, oni so neposredno sourcali iz idol kulture, ne? In so rekli, probali bomo narediti pač neko osebnost, ki nima neke prave osebnosti. Pa hoteli so konkurirati, kaj je že ono, ako poje. Hololive-u? Ne. To sem pa hotel imeti, ne. Začetki v bistvu niso Kizuna AI, ampak je v bistvu Vocaloid. Vocaloid 2.4, ki je bil program, ki se lahko ustvarijo svojo glasbo, brez nekih se pravi sodelujočih VTuberjev oziroma karakterjev, si lahko delal samo glasbo. Potem se pa ugotovili, mi lahko bolje marketiramo, če dodamo nek idol persona zraven, in so začeli ustvarjati te hologramske, na začetku je pač bil samo karakter narisan, art in tako naprej, potem so začeli še te holograme in v bistvu sam brand, ne Kizuna AI, ampak Hatsune Miku, je bila do 2012 vredna že 10 milijard jenov. In to je potem popeljalo do Kizuna AI v letu 2016. Potem so ugotovili, mi lahko ne samo na YouTubeu zelo dobro marketiramo, ampak je kmalu postala del velik reklam, ne vem, prodajala instant noodles, whatever. Se vete, da japonske reklame imajo literally vse noter, tako da morate gledati japonske reklame, ful so zakon. AI idol je zihar neki, ker ni tok out there. In potem je v bistvu ustalo še eno podjetje, ki vam bo sigurno znano, in to je Hololive. That's where it started, basically. Hololive je v bistvu ena agencija, ki je pravzaprav agencija za VTuberje. Se pravi, oni poskrbijo za talent, pridobijo talent, jih natrenirajo, animirajo njihovega VTubera in potem postavijo pred kamero in potem v bistvu podobno kukar agencije. Kukar K-pop, J-pop. It's literally the same. In oni pač tudi pobirajo seveda komišne in vse te stvari. Dajo jim platform, kjer se lahko promovirajo, zraven pa pač pobirajo masne sponzorstva in tako naprej. Tako da Hololive je v bistvu bil zares tisti boom mainstream začetnik. Pa to so, na začetku so imeli samo japonske, ne? Potem so pa razširili tudi na ameriške. Hololive je bil na začetku samo japonska agencija, potem pa prvi ameriški. Potem so pa v bistvu začeli dve angleški so imeli. So potem uspeli in so videli, da ameriški trg druga podjetja so začela kopirati in so rekli, zakaj mi ne bi šli online. Basically ne rabimo iti fizično nekam, ker to so samo animacije, ne, zato je pa med korono bilo perfektno. Exactly. Jaz nič ne vem o zgodovini VTuberjev. Jaz sem šla not into streaming and into VTubing completely like a newborn baby. Nič nisem imela izkušenj s tem. Jaz nikoli nisem marala gledati streame. Jaz v resnici ful dolg cajta sploh nobenega streama nisem gledala, jaz sem streamala že 2 let, pa nobenega streama nisem gledala. Niti nas, ne. Torej, kaj je bilo v bistvu... Kdaj pa je bil stream? Res mi nimam streama.